Še enkrat. Ampak če vi pravite, Še enkrat. ampak minister, še enkrat. Še enkrat. Ampak se, Še enkrat. če vas prav razumem, Še enkrat se nisva razumela. ampak Glejte, še enkrat. Treba je povedati, da slovenska policija vsako grožnjo, vsako tveganje seveda preveri in ugotovi, naredi stopnjo oceno ogroženosti posamezne ocene in ji seveda tudi potem dodeli varovanje. Tudi v tem primeru je bilo tako, vendar se je gospa tožilka varovanju odpovedala. gospa tožilka pravi, da se je varovanju odpovedala zato, ker so nepooblaščene osebe gledale njene videokamere, da so jo na Centru za varovanje in zaščito zaradi tega, ker je opozarjala na nepravilnosti, zamenjali ekipo varnostnikov, ki je zaupala. Še enkrat, ne morem komentirati konkretnega primera, sem pa seveda v konec februarja odredil tudi izredni nadzor nad Centrom za varnost in zaščito. Ampak poglejte, na Centru za varstvo in zaščito očitno niso znali ponuditi tožilki ekipo varnostnikov, ki bi jim zaupala. Ne? In slišali ste predsednika vlade. Ne? Predsednik vlade pravi sam, oseba, ki se varuje, rabi varnostnike, ki jim zaupa. Zakaj ne uredite, da Center za varovanje in zaščito tožilki da take varnostnike, ki jim bo ona zaupala in zadeva je končana? Še enkrat, Center za varnost in zaščito je del sestava slovenske policije in seveda ima vse kontrolne mehanizme nad svojim delom. Center za varnost in zaščito vodi vodja centra in pa seveda je pod, bom rekel, pod samim odločenjem same generalne policijske uprave in slovenska policija to dela dobro. Ampak kako dela dobro, če tožilka, ki preganja, opozarja na nepravilnosti v Centru za zaščito in varovanje, ta Center za zaščito in varovanje tožilki ne mora, noče ponuditi, bom tako rekel, očitno varnostnikov, ki bi jim zaupala. Zakaj je to problem? Predsednik vlade ima lahko varnostnike, ki jim zaupa. Ne razumem, zakaj je ta dvojna merila. Tožilka se je odpovedala varovanju, ja, ampak zaradi zato tega, se jo fizično več ne varuje. Gospod minister, zakaj ji ne dajo varnostnike, ki bi jim zaupala in zadeva je rešena? Še enkrat, tožilka se je odpovedala varovanju in slovenska policija glede na to, da je ogrožena oseba, še vedno s svojimi aktivnosti varuje tožilko. Pomemben je cilj, da je varovana oseba varovana in pa seveda, da policija seveda nemoteno upravlja svoje naloge. Ampak minister, še enkrat, če ima predsednik vlade lahko varnostnike, ki jim zaupa, zakaj teh varnostnikov, ki bi jim zaupala, ne more imeti tožilka, ampak se je ravno zaradi tega, ker so ji vzeli varnostnike, ki so jo varovali, ki jim je zaupala, je odstopila od teh varnostnikov. Še enkrat, minister za notranje zadeve ne razporeja varnostnikov in tukaj jaz pravzaprav ne vidim in ne razumem odločitev državne tožilke, da se je odpovedala varovanju. Ampak ona je napovedala svoje razloge, ampak boste vi potem prevzel politično odgovornost, če se bo tožilki kaj naredilo in boste odstopili? Še enkrat, gospod tožilka, to je resno vprašanje, ker vi zagovarjate ta organ, Center za varovanje in zaščito. Če se kaj zgodi, bo nekdo moral prevzeti odgovornost. Boste potem politično prevzeli vi, strokovno pa šef centra za... Gospod Flak, minister vedno prevzame svojo politično odgovornost, ampak zelo jasno je treba povedati, da se je tožilka odpovedala varovanju, vendar policija tožilko še naprej z aktivnostmi varuje naprej. Če vas prav razumem, tožilka je do takrat bo pa ostala brez ekipe varnostnikov in jo boste varovali na druge načine. Še enkrat se nisva razumela že včeraj. Gospa tožilka se je odpovedala varovanju. Vendar policija varuje, tožilko še vedno naprej. Ja, ampak zaradi tega, ker ne zaupa varnostnikom in predsednik vlade pravi, če ne more zaupati varnostnikom, moraš imeti varnostne, ki jim zaupaš. Kle se bova pa strinjala, verjetno. Glejte, še enkrat, jaz zaupam vsem varnostnikom, ki varujejo mene in zaupam slovenski policiji, da dela profesionalno, zakonito in v skladu s svojimi pooblastili.